Eno kekelco bi mogla imeti. Ja, kekelco, nima zdaj kekelco. Pa malo bi... Mislim, da sem že čist vse solno porabila. Dolomite sva zbrala, ker so se nama zdeli perfektna jesenska destinacija in ker veva, da narava celi rane. Kaj so dobri ti krajci? Meni so to eni najboljših krekerjev in nasploh krekerji so nekaj, o čemer razmišljam deli, tako da veš, če kdaj raviški za nakupiti so cheesy crackers, the way to go. Kaj pa delaš? Da, samo sebe snemam. Sem v kadru. Dober ti gre. Sem ta vlog bo veliko manj o samih Dolomitih, kakor bo o tem, kar se je zgodilo pred kratkim. Če bi ti rekla, da sem zadnje 14 dni ful jokala, bi bila to v bistvu laž, ker sem začela jokati že veliko prej. In vse, kar se je dogajalo tu poletje, je bilo ful na hard. Ko sem se na eni točki zavedala, da se bo zgodilo, kar se bo zgodilo, sem se prospolno se peljala v avtu in sem imela občutek take teže, da tazga občutka, da v bistvu tega sploh ne bom preživela. Ampak sem preživela in kako zdaj s Klemnom živiva s tem in v to obdobje žalosti se še vedno prekradejo ful lepi trenutki. Zdi se mi, da je tu ta kompleksna izkušnja človeškega življenja, da bomo velikokrat simultano doživljali nepopisno žalost, ampak hkrati lahko še doživljali drobce sreče, kot so na primer, da ješ pistacije sred treje zima in uživaš v jutranjem sončku. Včasih je to težko razumeti, saj meni, kako smo lahko tako versatilni v čustvovanju pa v razumevanju življenja, ampak se učim. Dober dan ponovno. Ta vlog je res zanimiv, ker človek se takole dobro počuti, živi life naprej, hkrati pa tako čist vsakih 5 minut pomislim na piknika. Na naš life skupaj pa kako bi mu bilo fajn tlele v Dolomitih. Pičnik, pičnik, Pikaču, pogrešamo te zelo. Včeraj sem delala, včeraj smo spali pod Planico in sem naredila, prav zapasla so mi neki smetanasti makaroni. Sem imela te makarone v obliki živalc. Eno bučko, nek mascarpone načet pa kislo smetano, ker tu itak prej greš na trip, moraš vse iz hladilnika sprazniti in iz tega je pol ta smetanasta omaka naratala. Noter je pa še domač piščanček od kmetije Monera, ki je pač toliko dober, da noro. Tako da, to bom zdaj pogrela. Ful dober način
po hajku, da ni treba kuhati. Pa ena cela velika bučka je not. Sploh ni outdoor oprema, to je indoor oprema. Drugač imamo plin, sem hotel testirati. Hitro se zavrelaj, skoro. Čaj nama bo naredil. Kaj pa to? Evo. Moj laptop? Ja. Tle imaš v črnem ruzaku. Black. Kjerga pa smo danes? Hijo. 8. Smo pa, tle mi kaže 8. na svojem laptopu. Daj mi še In tudi na račun, in tudi na račun. Daj mi še lokacijo, povej, kje smo. Smo pa, mi pa nič ne piše na ekranu. Mogo bo malo gibati. Ne, bom kar napisala blizu Tres Cimas. Čimaš? Cimas. Po najnem hajku sem si vzela čas, pa napisala par besed v Piči miško zvezek, pa nalepila par nalepkic, pa naredila prostor za vse fotografije. Pol je bil pa čas za večerjo. Zdaj vedno, ko greva na pot, je pol enih stvari, ki jih je treba ponucati. Tokrat za večerjo kot prvo mi je ful zapasala kumarična solata. Kot drugo smo imela pa nek star kruglih, ene par koščkov starega kruha. Tu sem naprej popražila malo pora, dala gor par rezin sera in pa kruh in pol tu še obrnila, tako da je bilo ful fino. Je top. Nima pravilno. Podobno se je zgodilo za fruštek naslednji dan in sicer suho potico sem popekla na maslo. Naslednji dan sva mislila, da dežja sploh ne bo zmanjkalo, ampak po dežju vedno posije sonce in tudi tokrat je. Odločila sva se iti po eni manj obljudeni poti do Lago di Sorapis. Lago di Sorapis je eno tako čudovito jezero pod vznožjem ene gore, dokler ga pač imaš mičkeno, ne vem, koliko je bilo 600 metrov vzpona, nekaj tazga. Pa pot je bila ful fajn, ker je iz vseh strani neka voda lila. Res, če bi hotel, bi zaprl. Pa bo! Ta video ni clickbait ali pa? Kako? Ja ne, ta video ni clickbait, ni da sva medva nek... Mislim, najbolj bi si želela, da ne bi rabila tega videa posnet, oziroma... Ja?
Tudi najprej nisem tega mislila deliti, ampak glede na to, da skozi govorim o tej avtentičnosti, pa o tem, da določenih težkih stvari, ki se mi dogajajo v življenju, vsake toliko ne želim skrivati, zato ker verjamem, da s tem lahko en drugega opolnomočimo in da tudi meni pomaga, kadar kdo deli težke preizkušnje, čez katere gre v življenju. Sem pa čakaj, pa dejmo, ne, čeprav ni lahko. Kaj sem zraven? Ne, mislim, kar. Nisem podpora. Ne, ti si aktivni člen. Kaj tu rabimo povedati, da piknika ni več? Piknika smo dala uspavati. Si zihar, da želiš slediti? Ne. Ja, piknik je bil velik del najinega življenja, v bistvu je bil družinski član, velik del vsebin, vsi ste ga dobro poznali. In zdaj ga ni več. 2020 sva ga vzela iz zavetišča, 4. november je bil. In prehodili smo kar eno zanimivo pot skupaj. Ampak je zelo hmalo začel kazati znake agresije, s čemer smo se s Klemnom ukvarjala, kakor sva vedela in znala. Seveda naredila pri tem ogromno napak, tako kot jih itak naredi nekdo, ki ima prvič psa, če imaš pa še prvič psa rešenčka, ki je reaktiven. Preden se sploh zavedaš, da temu se reče reaktivnost, pa da je tu treba res izrecno in specifično naslavljati. Tudi mine eno obdobje, pa še vmes je bila korona. In večino časa smo se imeli zelo lepo, ne? Tudi zdajle bi se imeli. Tudi zdajle bi se imeli. Itak skozi v Dolomitih razmišljala, kako je, če bi bil on tukaj, pa tukaj enih kuškov, tle pa vse. Ampak ko se pa nismo imeli dober, se pa res nismo imeli dober. In ne, nismo ga dala uspavati, zato ker se nismo imeli dobro včasih, ampak zaradi tega, ker je res ratal nevaren za okolico. Z njim smo šli čez neki šolan. Piknik v obliki ptička je prišel. Ja, nismo zmogli. Nismo zmogli, je najbolj povzamejo tu. Ne bom šla v detajle, kaj vse se je dogajalo, po kakšnih postopkih se je vse tu zgodilo. Bilo je veliko težkih trenutkov za naju s Klemnom tu poletje. In potem je pač na eni točki prišla uradna odločba o uspavanju. In zdaj žalujeva za najinim kužkom. Mislim, da sem že čist vse solze porabila. Ja, nisi, še velikih še nisi več. To naj še doreče, da influencerstvo ne osvobaja srca mladih žensk. Pa kar neki, koga pa? Ja, ne. Osvobaja me. Ja, je, ko prihajaš v stik. Ja, s težo življenja. bila sem v stiku zdaj že celo poletje, stari. Neč, v bistvu tu je to. Če razpikno vsega. Ja, ptiček je tle. Kaj išče drobtinice. Za zaključek bi sem povedala, da nama je pač trenutno res tako najbolj težko na svetu, čeprav je v kombinaciji z življenjem, ker življenje gre naprej, obveznosti gre naprej, fajn se imaš, ampak hkrati je pač tu skozi nekje v odzadju. Ful bi si želela vaše spoštovanje tudi do te tematike, ker ni zdaj, da sem jaz tu ven dala zato, da odprem nek dialog. Prosim, ne mi pisati stvari, kot so, kaj vse bi lahko naredila drugač, kaj, ne vem, kaj sva vse zajevala varianta. Čeprav verjamem, da moji sledilci niste taki, ampak bilo je, kar je bilo. In vključeno je bilo to odločitev veliko strokovnjakov, tako da tu ni nekaj, kar
je bilo preprosto, v bistvu je bilo nekaj, kar je trajalo ful dolgo obdobje, da smo se odločili in za zelo veliko premisleka. To je to, no. Hvaležna sem, da sva lahko kmalu po piknikovi smrti šla v naravo, šla v Dolomite. Zdi se mi, da se tukaj res lahko na tak mehek način soočava z vsemi čustvi in vsem ob njegovi izgubi. Narava hkrati cilj, hkrati ti pa da priložnost, da ne bežiš od tega vsega. Piknik je bil, kot sem mu jaz rekla, best puppy dog ever. In ja, ta pes nikoli ne bo pozabljen, res. Kaj si ti, Jana? Hvala ti za ogled tega vloga. Hvala, da si del naših oziroma zdaj najinih dogodivščin. V naslednjem vlogu upam, da se bomo spet gledali v Dolomitih. Trenutno tale voiceover snemam v zelo, zelo deževnem dnevu. Ampak čakamo na boljše dneve. Čau! Piknik, pridi! Ajde! Oh my god! The speed! Wow! Kaj si ti tekmovalni tekaški pes? Ja, živja! Dobro jutro! Hej! Hej! Živja!